Kako se počutiš, preden si sem prišla? Si kaj razmišljala o tem, kaj se bo pogovarjala, ker prej si rekla, upam, da bom imela kaj za povedati. Ja, to sem naznanila v resnici že takrat, ko sem dobila prošnjo za gostovanje pri tebi. In sem si rekla, pa kaj bom jaz? Šla sem pogledat pač še par podcastov, sem rekla, pa to govorijo po 2 uri eni. Jaz nimam toliko za povedati, kaj bom jaz? Potem so mi zagotovile, oziroma neko dekle, Kristina, jaz sem komunicirala z njo, mi je zagotovila, da pač, da ni problem, da to bo že stekel pogovor. Tako, občutek imam vedno, presenečena sem bila v resnici, da sem me povabil, ker sem si rekla pač, kaj jaz lahko dam, ne? Kaj dragocenega lahko jaz povem, da bi bilo tako zanimivo, da bi pač ljudje poslušali. Tako da to me je v bistvu glodalo, ampak lej, bova videla, ne, kam bo prinesel pogovor. Ful mi je zanimivo, da to rečeš, ker jaz imam toliko enih vprašanj za tebe ali pa za vsakega, ki je imel kakšno neobičajno izkušnjo v življenju. Ne? Se mi zdi, da se lahko veliko iz tega naučimo. Ne moramo sami dati vse česa, ne? To se strinjam, tudi ful podpiram, zato se v bistvu odzivam na taka povabila, ker je ful pomembno govoriti o tem, ful je pomembno, ker na ta način pač padajo tabuji, padajo nalepke. Ja. Tako da ja, fino, res. Se pravim, vesela sem, da praviš, že imaš veliko vprašanj, ker na vprašanje rada odgovarjam, brez dlake na jeziku. Če bi pa hotela nek monolog o svoji zgodbi, imam pa prav tak neugoden občutek, kaj imam jaz za povedati ljudem, kaj imam jaz za deliti. Tako da v bistvu, ko mi čakam, da boš ti zvlekel iz mene to, kar imam jaz za deliti. Jaz tudi, ko mi čaka. Ampak je dialog, ne? In v bistvu je nepripravljen dialog, res je tak iskren. In že, ko sem te na parkirišču videl, ne? Tako ful energijo lepo oddajaš, pa tako si nasmejana, pa polna življenja in ful stvari me zanima, ne? In imava čas, super, imava zgodbo, oziroma jo imaš ti, ne? Recept je ta prav, upam, da bova nakuhala nekaj okusnega. Sigurno bo vredno, saj mogoče za naju, ne? In to je dovolj, ne? Mogoče lahko začneva najprej, hvala, ker si vzela čas. Hvala, ker si me povabil. Pa da sem videl, kako smo se po stopnicah pripeljali gor z napravo. Ja, adrenalinski šport, ampak lušten, zdaj smo prebili let, tako da zdaj lahko večkrat pridem na kavo. Ja, če ne bi pa nekako drugače, ampak res cenim to. No. Mogoče lahko začneva z Nino pred temi intenzivnimi izkušnjami, ne? Kdo je bila Nina takrat iz vidika vrednot, kako je gledala na življenje? Mogoče enako kot zdaj, ne vem, ampak tako malo me zanima. Ne. Tudi pred temi intenzivnimi izkušnjami je bila Nina zelo intenzivna, ampak jaz bi rekla, da je bila to čist druga kontra Nina. Prijatelji, ki me poznajo, oziroma moj najboljši prijatelj, ki je moj najboljši prijatelj že iz prejšnjega življenja, s tem pač rečem prejšnje življenje, in zdaj je rekel, da v bistvu po nesreči sem spet postala tista prava Nina. Pred nesrečo je bilo eno tako viharno obdobje, v resnici delala sem, ne vem, po 14 ur na dan, 6 dni na teden, vodila prireditve, organizirala koncerte, delala zraven še na radiju med vikendi, pisala članke, skratka, razčetverjena sem bila res na vse strani. Tako da sem v bistvu izgubila stik sama s sabo, izgubila sem stik z družino. Bilo je v bistvu delo, potem konec tedna pa žur, ker je bilo treba glavo prevetriti in razkaditi. Kar se pa tiče vrednot, ko sprašuješ, pač jaz sem bila res deloholik, jaz sem bila stroj takrat. Pa še trenirala sem ob vsem tem. Mogoče sem to energijo videl. Mogoče. Ful tega, ja. To imam še zdaj, se moram mečkan. Moj mož bi zdaj že kimu globoko in močno, da še zdaj si v bistvu nalagam čist preveč dela. Ampak ja, ko pa sprašuješ glede vrednot, mislim, da sem malo pozabila takrat na stvari, ki so res pomembne v življenju. Ko za nazaj gledam, vidim, da sem zelo površinsko živela. Zelo je bilo vse instant, zelo je bilo na hitro, zelo je bilo pomembno, koliko sem lepa, koliko sem uspešna, koliko sem vitka. Pozabila sem pa v bistvu na negovanje tistega, kar je pod vso to lupino, pa pod tem, kar se naven kaže. Ne? Se pravi, uspeh je bil na prvem mestu, pa to, kako me drugi vidijo,
pa kako so drugi zadovoljni z mano. Pozabila sem pa na to, da je v bistvu najpomembnejše, da bom v končni fazi jaz zadovoljna s sabo, kar pa nisem bila nikoli, ne glede na to, kaj sem od sebe dala. Tako da jaz mislim, da sem drvela 300 na uro proti nekemu zidu, ki se je pač mogel zgoditi. In ta zid mi je v bistvu življenje postavilo, ker mi je prej parkrat, zdaj, ko se nazaj gledam, vidim, se prej ne moreš videti, življenje mi je pošiljalo opozorila, ki jih nisem upoštevala, seveda, kaj pa so te neki čudni občutki, a ne rečeš ponavadi. Pa me pa orang zabremzal, ne, pa je pa pač pokazal zobe, življenje je pokazalo zobe in sem se zresetirala s prometno nesrečo. Jaz mislim, da pač je bil to edini način, da se jaz takrat ustavim, ker ne vem, kam bi drugače šel ta način življenja. Čist preintenziven, pa v bistvu narobe usmerjen, no? Se pravim, na ven pa na blišč, pa na zabavo, pa na, kaj zvem, ugajanje. Ja, in potem se je zgodila ta bremza, ker nisem znala sama pohoditi, jo je življenje zame. In ja, to je bilo nekako to. Se mi zdi, da si opisala veliko večino naše družbe, a ne to, da se ženemo, verjetno se veliko ljudi s tem poistoveti, ki so to slišali. Jaz se? Ja. Se pravi, ta zunanja validacija, ne, se pravi, nekaj želimo biti v družbi ali pa želimo biti sprejeti dovolj. To se mi zdi, da je kar vedno bolj intenzivno. Ja, družba pač to nagrajuje in naša kultura to nagrajuje. V naši kulturi je pač to pomembno, da imaš, da si neki, da te ljudje spoštujejo, da imaš neko določeno pozicijo, da se vidi, da vlagamo v resnici ogromno vlagamo v zunanjost, ali je to, ne vem, ali so to materialne stvari, ali so to lepotne operacije, ali pač, a ne. Po drugi strani pa pozabljamo, da tisto, kar je pa v nas, pa zelo velikrat v bistvu počasi plesni, pa propada, ker ne negujemo tistega, kar je najpomembneje, a ne. Pač vse dajemo na te lupince, pa prehiter tempo je. Ne znamo se več ustaviti. In jaz mislim, da je zelo privlačna ta ideja, da smo mi privlačni za svet in za ostale, a ne, in je to pač to privlačno, da je po moje čisto človeško, da nas potegne. To, kar si analizirala ta svoj napor proti temu, kar govoriva, ne, da dobiva zunanjo validacijo, a si mogoče prišla do odgovora, iz kje je to izhajalo? Ker zdaj čutim nekako v družbi veliko govora o teh otroških travmah, pa eni grejo še v prejšnja življenja, pa tako ne. A si to kaj pri sebi prišla do odgovora, zakaj si se to gnala, zakaj si to krabila zunanjo potrditev? Jaz mislim, da to definitivno mora izhajati nekje iz otroštva in iz družine, ali pa celo, tako kot praviš, neke linije, ponavadi pravijo, da gre to pač po ženskih linijah, še prejšnje generacije, ne, da pač podedujemo nekako te razne travme, ker jaz, kakor se spomnim že iz otroštva naprej, jaz sem grozen perfekcionist in če že sama šola, naprimer, če pomislim na šolo, to je bilo tako, pač, če ni bilo 5, je bil razpad sistema, če nisem znala vsega do zadnje pikice, je bil razpad sistema, jaz sem mogla pač vedno v vsem blesteti. Ne vem zakaj, v bistvu doma niso pritiskali name, ne vem, zaradi ocen ali česarkoli. Ne vem, a si v bistvu lahko otrok že sam postavi tak visok, kako se reče, neko visoko mejo, ali se to zgodi, ali to pride iz okolja, ali to pride iz preteklih življenj, ali pa iz preteklih generacij, ne vem. Ampak ta perfekcionizem, pa to, da me žene res potem, da sem vsem dobra in da ne smem pokazati šibkosti, da ne smem pokazati, da mi nekaj ne gre, to je pri meni prisotno v bistvu že odkar se zavedam same sebe. To, kaj mi je bilo ful zanimivo, ker si rekla, da te je življenje ustavilo, ampak ustavili te z nekim dogodkom, ki če bi bil nekdo materialist, bi rekel, kaos vesolja se je zgodil, slučajno se je zgodila neka nesreča. Ali jo ti prav vidiš, da je bil to ta namen, da je bilo to dvoje povezano, ti si se gnala in te je moglo življenje na nek način ustaviti? Jaz mislim, da. Jaz sem prepričana v to,
da se je to zgodilo z namenom in da se je to dejansko zgodilo v moje dobro, pa ne se to zelo grozen in čuden in nerazumljivo sliši. Ampak jaz sem prepričana, da je bila to, pač ker so bila sporočila prej, da je treba iti na drugo tirnico, ne po tej tirnici šibati, in jih nisem upoštevala, in to je bila po moje, to opozorilo je bilo potem zadnje pred opozorilom, ko bi šla jaz dobesedno z glavo v zid in me ne bi več bilo, po mojem. Jaz tako razumem. Zato, ker v tistem trenutku se je zgodil, če tako pomisliš, meni je nesreča dejansko vzela. Ob nesreči sem zgubila dejansko tisto, na kar sem vse polagala pred tem. Se pravi, biti lepa na odru, na dolgih nogah, na petkah, ugajati ljudem v vseh pogledih. Ne vem, vodila sem prireditve, tega pač zdaj recimo ne počnem več. Ne vem, izrazito fizično, izrazito ta lupinska stvar je v bistvu postala sekundarnega pomena. In jaz sem se takrat bila prisiljena poglobiti vase. In vsi tisti meseci ležanja v bolnici, jaz sem takrat prvič v bistvu se začela ukvarjati sama s sabo, se pravi s tem, kdo sem in kaj sem. Ker jaz se spomnim, da pred nesrečo jaz nisem sploh mogla recimo biti sama, ne vem, uro, 2, 3. Kaj da bi na nek način bežala pri tem, kar je dejansko v meni. Vedno sem se obdajala z ljudmi, vedno sem rabila nek šundar v glavi. Tukaj sem se pa bila zdaj prisiljena po nesreči sama sabo srečati. In sem začela dojemati stvari in sem začela spoznavati odgovornosti, lastne odgovornosti za vse, kar se mi je recimo dogajalo, ker zelo lahko je pokazati, kdo vse je kriv, Zelo težko je pa nase prst usmeriti. In v bistvu so bila zelo težka soočanja sama sabo, ampak pač takrat rasteš. Jaz imam občutek, da če vsaj mečka ne boli, niti ne rasteš. Je zanimivo, da to tako vidiš, pa sem vesel, da to tako vidiš. Ne vem, če bi jaz bil sposoben to videti, ker imam mikro primere v svojem življenju, ker se moj prav upira sprejemanju realnosti, ker ne moreš je pač sprejeti, ker toliko si želiš neko drugo realnost, ampak je ni in si v neki iluziji. In ja, sem vesel, da tako vidiš. Tudi z Alanom sem se pogovarjal, kobilico. In podobno, mislim, izgubiš vid. To nekaj, na kar se toliko časa zanašaš v življenju, pa kad ti toliko stvari doprinaša, verjetno jih ne ceniš, ker so samoumevne. V tvojem primeru so pa to pač neka sposobnost premikanja, pa tako, da si tako kot ostali, na svojimi nogami. Jaz mislim, da je, ko se ti zgodi neka taka stvar, ko ti življenje postavi na glavo, jaz mislim, da se ti hkrati odpre pač ena zakladnica nova, tako neštetih stvari, ki ti pokažejo, zakaj vse si lahko hvaležen. Zato, ker pač takrat, ko sem bila jaz terminator, pač dobesedno terminator v prejšnjem življenju, ker pač ni bilo stvari, da je ne bi zmogla. Takrat imam občutek, da sploh ne vem, sem znala biti hvaležna za kaj. Ampak želela sem samo zmeri več. In pričakovala od sebe zmeri več. Ne bi se končalo. Ampak pa ne vem, pa sem bila pa hvaležna, ko so mi prvič prilagodili vilco, da me ni medicinska sestra futrala, da sem jaz lahko sama jedla. Jaz sem bila tako happy, to je bilo pač taka hvaležnost do neba, ker sem lahko svojim tempom jedla, dala na vilco to, kar sem jaz hotela, ne to, kot je ona, ki se je mudil še ostale nafutrati. A veš, take stvari začneš pol ceniti. Vsake take male cukrčke, ki pa prej ni šans, da sploh opaziš. In se je kar naenkrat vsak dan zgodil, 5 stvari, zaradi katerih sem bila ganjena malo manj kot do solz. Sem zložila prvič s temi rokami brisačko. Zmaga. A veš, kako ne boš potem poln veselja pa življenja, če imaš pa toliko enih razlogov, da si vesel, da si hvaležen. Jaz mislim, da na to hvaležnost pozabljamo, dokler nam pač življenje mečken reče, da se pa mečken ustav, pa poglej, kaj vse imaš. Zanimiv je ker se konstantno kopamo v stvareh, ki jih imamo, ampak ker jih imamo, ne rabijo fokusa. Zato je že poskrbljen. Imam noge, imam vid, recimo. In pol eno stvar zgubiš, in pol fokus gre tja. Zdaj nimam več te stvari, ki sem jo imel. Ampak ne veš, da se tudi tam v tistem trenutku kopaš v vseh ostalih stvareh. Ja.
In ta fokus je zanimiv, ne? Kam gre, ne? In ponavadi gre na tisto, kar nimaš. Ne? Ja, čeprav, ne, jaz sem se takrat takoj po prometni nesreči v bolnici, prav to zanimivo, da si glih ta fokus omenil. Jaz sem si takrat rekla, zdaj pa Nina, ne boš več razmišljala o tem, česa več ne moreš. Ne boš, pač to je preteklost, ti boš zdaj razmišljala samo, kaj spet lahko. In jaz sem se dejansko ta fokus usmerila, kaj spet lahko. In to je bilo to, kar sem prej rekla, ne, spet lahko sama jem. Spet lahko nogavico oblečem. Rabila sem 45 minut, da sem si oblekla nogavico. Poj čas seveda se skrajšal s časom, ampak tako, ne. Spet lahko ali pa pač na novo lahko, marsikaj je bilo treba na novo. In ko se na to fokusiraš, ne na to, česa ne moreš, je absolutno lažje, ne. Seveda, meni se še zdaj vozijo v glavo skoraj vsak dan stvari, ki se spomnim, ne, koliko si želim, da bi lahko to še vedno. Vse dogaja, ampak vseeno, da se natrenirati. Ne, da se pač fokusiraš na tisto, kar ti najbolj deluje v tistem trenutku. Ker če ne, se lahko zapletaš v obžalovanju in v jezi in to je pa škoda, ker je prelepo življenje za take stvari. Kako pa se soočaš ali pa si se soočala s pomilovanjem ljudi? Ker to mi prvo, kar mi pade na pamet, ne? Ti recimo si v nekem procesu sprejemanja realnosti, tako pač zdaj je, to se je zgodilo. Ljudje pa tako, a veš, kaj mislim, ne? Smilaš se jim. Jaz moram reči, da v svojem ožjem krogu ljudi nisem zaznala pomilovanja. Par prijateljev je, ki so me prvič prišli recimo obiskat po nesreči v bolnico, mi je pač priznali, da so bili ful nervozni na poti, v dvigalu na poti v mojo sobo recimo. Ampak so rekli, da pol, ko so pač vstopali in ko so videli, kakšen mut je, kakšno razpoloženje je, da pač je vse to padlo. Tako da jaz mislim, da je tudi malo od človeka, ki je predmet obžalovanja oziroma, kako si rekel? Pomilovanja, ja, tako. Da je tudi malo od njega odvisno, no? Kako se bo okolica do njega, ful je od njega odvisno, kako se okolica do njega obnaša. Tako da se je zgodilo kdaj, ja, da je kdo rekel Boga, ampak sem hitro ustavila. Ker pač nisem, jaz imam občutek, da nisem Boga, jaz imam občutek, da sem, zdaj bi rekla eno kletico, ampak jo ne bom, ker pač, da sem pač fucking močna, ne? In da zmorem marsikaj, kar si nisem predstavljala v prejšnjem življenju sploh, da zmorem. Jaz se spomnim, da sem gledala enkrat pred nesrečo, mislim, da je $1 Million Baby, če poznaš film, v eni boksarki. Aha, ja. No, Clint Eastwood je režiser bil, ja. Možno. No, in jaz se takrat spomnim, pač ona tetraplegik postane pač še slabška jaz. In meni je bilo takrat, jaz bi se tudi kar ubila, ne, jaz to ne bi zmogla. In pol ti življenje prinese nekaj tazga in vidiš, da ne, zmoraš, ne? Zmoraš, greš naprej. Jaz sem imel tako izkušnjo, ker sem srednjo zdravstveno šolo naredil in smo imeli v Soči prakso, rehabilitacijski center. In sem bil v stiku z vrstnikom, v bistvu 16 let je bil star, tako kot jaz takrat, in je bil tetraplegik, ne. In zato sem te vprašal o pomilovanju, ne. Jaz sem v bistvu bil toliko hvaležen ali pa vesel, da jaz nisem v tej situaciji, in pa se mi je zdelo tako, kako bi se pa jaz počutil na drugi strani, če nekdo tako vidi mene, ne. V bistvu, da je hvaležen, da ni jaz. Ne bi se dobro počutil. A veš, kaj mislim? Ja, jaz mislim sicer, da je malo odvisno od tega, kako ti to hvaležnost izraziš. Meni se zdi pač čisto razumljivo, jaz tega ne bi mogla kot nekaj slabega vzeti. Da pač nekdo reče, vse je logično, mislim, kdo bi pa hotel, da se mu kaj tazga zgodi, ne. Čeprav, a veš, po drugi strani, na eni strani je to pač pomilovanje, ki je stvar, ki ga v bistvu ne maramo, slišiš pa čutiš, ki pač še vedno se nam zdi, da smo v prvi fazi živi človek s polnim življenjem, a ne, no, tudi tebi ne je bilo všeč verjetno, če te nekdo pomiluje, zato ker si, ne vem, zdaj, kompliciran zlom, a ne, komolca ali pa kaj tazga prdelaš. Po drugi strani, kar me pa v bistvu še bolj je na momente čudil, pa frustriralo je bilo pa to, da sem šla žurat, pa je folk do mene hodil, svaka čast, bravo, kera faca, takole prideš na party. Na vozičku. Na vozičku. Pač, zakaj sem faca, ker sem prišla žurat? A ne, sem še vedno človek, samo da imam
spodritijo 4 kolesa. Tako da ne vem v bistvu, kje je stvar. Pomilovanje me v bistvu niti ne toliko, ker to pač izhaja verjetno iz enega bazičnega čustva, empatije, ne vem tako. Ampak to, da se pa v bistvu ljudje čudijo, ali pa ne vem, ko na kolesu šibaš, ali pa kaj zvem, da hodiš v službo ali karkoli. Veš, te stvari mene v bistvu bolj presenetijo. In to je ta stvar, zaradi katere se meni fajn zdi, da se pogovarjamo o teh zadevah čim več, zato ker te stvari ljudi čudijo in jih ne bi smele. In dokler ljudi to čudi, verjetno je tudi pri zaposlovanju več težav, ker verjetno tudi zaposlovalce čudi, ali pa imajo nek predsodek, da zmoremo manj. A veš, tako, to me po moje bolj, pa ne moram reči zmotim, ampak presenet, pa bolj bi si želela, da bi bilo te plati manj. Kaj bi pa rekla tako, ko si imela stik z ljudmi po nesreči? Kakšen v bistvu odziv ti je bil najbolj prijeten odziv do tebe, ali pa do te situacije? Zakaj to sprašujem? Zato, ker mi smo, velikrat imamo v življenju mi težke situacije, ampak doskrat pa tudi vidimo situacije, ki so težke, ki jih imajo drugi. In kako pol biti zraven, kako pomagati, kako sploh, a ne? Ker meni je doskrat težko reči, ne razumem te, ampak tukaj, a veš, kakšen odnos mi je do nekoga, ki mogoče je čez težek izziv hod, a ne? Meni je najbolj všeč vedno, kadar človek zelo suvereno vpraša, karkoli pač je. Zato, ker sem se srečala z veliko situacijami, od taksistov naprej, ki so se zelo neugodno obnašali, ampak vem, da je to izhajalo iz točke, ker pač niso vedeli, kako pristopati, ne? Ker pač, kaj narediš, če nekaj ne veš, vprašaš, ne? Nobeno vprašanje ni neumno, res ni neumno. In jaz sem dobila že taka vprašanja, od tega nam invalidom tudi noge smrdijo, naprimer. Ampak logično, a ne, če imam jaz poškodovan termostat in ne švicam, mogoče mi noge ne smrdijo. Zelo banalen primer sem zdaj dala. Ampak bolj pomembni primeri so pa, ne vem, kako ti lahko pomagam, da se presedeš. Ne vem, ne mi zagrabiti, to se mi je že tudi zgodilo, ne mi zagrabiti vozička, pa me poriniti čez prehod za pešce, vpraši, a vam pomagam, ne? Tako, v bistvu to imam rada, ta odnos ljudi je, da pač me direktno vpraša. In pri temu so otroci prva liga. Jaz se toliko rada z njimi pogovarjam. Ker nimajo zavor, ne? Ja, ni zavor, ni predsodkov. Oni vprašajo vse. Ja. In sošolčki od pač mojega sina, ki so bili še v vrtcu, ma to ni, ko sem prišla po tam avga, sem imela tako en venček otrok okrog sebe, s 1001 vprašanjem, na koncu smo skupaj gledali posnetke na mojem telefonu, kako smo plesali z vozički, kako gal smuča na monoskiju in tako, ne. Ne vem, pa vprašajo, kako greš pa na stranišče, ko so ozka vrata. To otroci vse vidijo in razmišljajo o tem in vprašajo. In tak otrok bo odrastel, z invalidnostjo ne bo imel problemov, ne bo imel predsodkov. Ne? Tako da to je, mogoče ta odnos, najljubši mi je otroški odnos. Direkten, neposreden. Ja, sej ima smisla. Ja, veš, kaj odrasle nas je hitro sram. Ja. A veš, pač, kaj bo primerno zdaj? Kaj bo primerno, a bom kaj narobe rekel. Sej jaz tudi spodaj, ko sem prišel, sem bil tako in sem sam gledal, ne vem, kaj je moram zdaj ne, lepo si vprašal, kaj lahko narediš. Rekel si, lahko kaj naredim, kaj ne naredim. To je to. Ja. To je dejansko to. Ker pač nas je strah stvari, ki so nam tuje in to je čisto človeško. In jaz sem pravim, pač sprašujte res... Ker to je po moje en osnovno orodje, da bomo začeli te nalepke pa predsodke odlepovati, no? Pa da se ne bomo čudni pa debel gledali na cestah. No, evo, danes jaz sprašujem. Lahko čist brez zavor sprašujem, če si pripravljena. Definitivno. Ja, mogoče je primerno, da greva na ta dogodek, ki sva ga tokrat omenjala, če se ti zdi vredno. Sama nesreča. Lahko. Kaj se je v bistvu zgodilo? Se prav veliko v bistvu ne vem povedati, ker mi je pač sama nesreča udarca v glavo in to spomin zbrisu za par dni prej, pa pač za tisto obdobje, ko sem bila v komi in ko sem se prebujala. Vem, da sem bila pri takratnem fantu,
v Mariboru in da sem se vozila domov proti Ljubljani. To ne vem, to so mi povedali, da sva se kregala po telefonu. Aha. Se pravi, ne voziti pa telefonirati. In sem jaz na določeni točki pač zapeljala dol in obrnila, ker jaz sem pač tip človeka, ki hoče rešiti težavo takoj, ko nastane. In sem hotela iti nazaj do njega, se pobotati. In takrat se je zgodilo, sem letela z avtoceste. Jaz pač sklepam, da sem imela telefon na ušesu, da razburjena sem bila. Hitela nisem baje, zato ker ta gospod, ki je klical reševalce, je vozil za mano z otroki v avtu in je rekel, da sem vozila čisto po predpisih. Aha. Da nisem divjala, sem kar naenkrat, ko se je nekaj obrnil nazaj k otrokom in potem nazaj na cesto, mene več ni bilo, ob cesti je pa se kadil. Aha. Tako da takrat sem letela s ceste. To je bila avtocesta? Ja, to je bilo pri Lopati, na Štajerki. Parkrat me je obrnil, v bistvu prvi odziv je bil, da je nesreča s smrtnim izidom, so pač reševalci javili. Pa sem pa menda nek znak dala, znak, ne vem. Doktor, ki je bil prisoten, je pač takrat na kraju nesreče je zaznal nekaj in me je pač začel oživljati in me je nazaj poklical. In pa so me peljali v celjsko bolnico in od takrat naprej, od tam naprej šlo sam na gor. A te lahko vprašam glede spomina? Rekla si par dni pred nesrečo, se ne spomniš? Ne. Pa tudi vse to... Nesreče same, nič tega se ne spomnim. Aha, to so pol, kaj ta fant je rekel, da sta po telefonu govorila ali kako? Ja, pač te informacije so počasi, veš, da niti ne vem čisto točno. Jaz sem takrat bila, 3 dni so me imeli v umetni komi, pa me niso več mogli držati v umetni komi, ker sem se jim pač skozi bujala. Nisem hotela spati, škoda življenja. In potem so me v bistvu, jaz sem bila na tok tistih nekih zdravilih in protibolečinskah in več se nisem smela premikati. Jaz sem imela vrat na 3 mestih zlomljen, ne vem kaj, vse rebra, ključenca, vse živo, cevkov pljuča, pljučenco sem fasala vmes, vse živo, tako da so me pač hoteli čim bolj domfati in se tistega ful ne spomnim. In tako jaz imam, a veš, da bi počasi se lučka vsake toliko časa pržgala, sem se počasi prebujala, nisem niti vedela, kaj so blodne, ful sem imela grozne blodne ves čas, tiste kome pa tistih pomirjeval. V bistvu v blodnah je ful prišlo na dan to, koliko imam nizko samopodobo. Ker jaz sem imela skozi občutek, pač blodila sem, da me starši nočejo priti obiskat, ker so jezni name, ali pa da ne morejo do mene priti, ker so bili neki taki labirintni hodniki. Pol 2 dekleti sva ležali v sobi, sem blodila, da so prišle medicinske sestre not in so rekle, da upajo, da bo ta druga preživela, ker si jaz ne zaslužim. Tako take res težke, temne. Tako da sem si pol rekla, ko sem bila malo bolj pri sebi, že da je pač jaz moram iti na neko terapijo, pač. To se je nekaj groznega dogaja v meni. Tako da ja, pa sem se pa ful počasi prebujala in sem tako po koščkih so mi dozirali informacije, tako da niti ne vem, kdo je kaj rekel. Sam vem, da smo pač počasi to sestavili. Prosti. Izvoli, ne. Hotela sem samo reči, da v bistvu moje prvo vprašanje, nisem mogla govoriti, ker sem imela tubus v ustih, ki mi je pomagal dihati. Pa mi je oče napisal abecedo na en list in sem pač kazala črke in sem ga najprej vprašala, točno kredit. To je bila prva stvar, ki me je skrbela, kako bom kredit odplačala, ker sem glih stanovanje takrat kupila. Pol drugo je bilo, če je bil še kdo, pač če sem bila sama v nesreči, ali je bil še kdo, to me je skrbel. Pa pol noge. Pač kaj je z mojimi nogami. To so bila prva 3 vprašanja, to se spomnim. No. Zakaj si pa vprašala za noge? A si kaj vedela? Nisem vedela, nisem vedela, kaj se z mano dogaja, ker sem res se toliko počasi v bistvu prebujala in v bistvu toliko si zadet od vsega tistega, kar ti dajejo, pomirjevala protibolečinske in to, da nisem nič vedela. Jaz sem samo, čuden mi je bilo, ko sem se takole parila, se mi je zdelo, da imam nek mavc okrog telesa, ker odtle dol ne čutim. In mi je bilo pač čuden, da kako ne čutim, kaj prijemam. Ne? Tako da, pa mi je bilo pa že počasi jasno in kaj se dogaja, sem za noge vprašala. No. Kaj so ti rekel? Oči je samo odgovoril, to nam nikoli pozavila, je rekel, samo to me je v mislih, da nobena stvar ni dokončna. In pol sem nekako imela v glavi, ok, bom mogoče še kdaj kaj shodila pa to, ne. Sem si zaželela, da bi na 50. obletnici poroke plesala z očjem. Ampak ja, pač to so bile take željice, nisem se jih pa oklepala, no, nikoli.
In kakšna je bila ta soočenje s tem počasno, da od tukaj dol ne čutiš, pa nimaš možnosti operiranja s tem delom telesa? Ja, veš kaj, hvala Bogu, kar se pa tega tiče, je pa tisto obdobje hude zadetosti od zdravil in vsega tega in počasnega soočanja z realnostjo je v bistvu bilo blagodejno, ker sem toliko počasi dojemala, veš, ni bilo kar naenkrat. Ni bilo, ja, Če bi se jaz zbudila, pa da bi mi rekel, da bi imela čist klir glavo, pa da mi reče, lej, verjetno, mogoče ne boš, kot to je bilo na začetku, mogoče ne boš niti dihala sama, bomo videli, koliko visoko bo šla v teklina, hodila ne boš, trupa ne boš mogla uporabljati, lulala boš v plenico celo življenje. Če bi to dobila kar naenkrat, meni bi se po moje svet podaril. Tako sem se pa v bistvu toliko počasi seznanjala z vsemi temi dejstvi, da jaz moram reči, da se mi je zdelo, da sem jih kar dobro prebavila, no? Da sem se dosti hitro začela fokusirati na to, kar sem prej na začetku rekla, pač kaj spet lahko. Je pa težko, valjda je težko, ne? Pač pa so bile pa take situacije. So me prvič peljali ven z vozičkom iz bolnice, pa sem videla človeka, ki je džogiral, tekel mimo bolnice, pa me je ful zvil. A veš, ali pa ne vem, kar naenkrat nisem k nobenemu od prijateljev na obisk več mogla, ker imajo vsi stopnice. A veš, tako, pač take stvari, potem, ko prideš v domače okolje, rata težko. Konkretno, v bistvu, tega ne morem več delati, Tako. tega ne morem, tega ne. Pa v bistvu v okolju, v katerem si prej čisto drugače funkcioniral, ne. Se v bolnici je šlo, je tako ful imaš pomoči, pač nekako si izoliran od tistega vsakodnevnega življenja, nisi z realnostjo, a ne, soočen. Potem pa prideš v domače okolje, takrat je pa težko, no. Ker pač takrat šele začutiš, kaj vse se je spremenilo, ne. Koliko časa si pa bila v bolnici? 3 mesece, pa potem v Soči pol leta. Aha. In to obdobje je bilo tako usklajevanje z realnostjo, si tudi prejle omenila, ne? V bolnici pa v Soči. Ja, Ja. verjetno je to je dosti dolg, a ne, Dolgo čas. obdobje, ja. Meni je bilo tam čisto fino. Meni je bilo v bistvu ful fino, zato ker sem se fokusirala spet pač na napredek in sem videla, koliko napredujem, ne vem, na fizioterapijah in sva dosegla s terapeutom ful več, kot si on predstavljal, da bova lahko, tako da sem tam pač te zmagice srečevala na vsakem koraku, na vsakem vrtljaju. Pa ful fajn družbo sem imela, par mladih ljudi je bilo še tam, pacientov, pa smo se veliko podružili, pa ga tudi kaj srali skupaj, pa tako. Tako da smo si lušen naredili, no. Ja, tisto obdobje je bilo meni fajn. Pa sem šla pa zelo hitro v bistvu delati pa nazaj v life, ker meni so tam svetovali, naj si vzamem 2-3 leta, ko pridem domov, da pač se navadim na novo življenje, pa to. Ampak to meni ne gre. To meni Vidim, ful ja. ne gre. To meni ful ne gre. Sem šla pol na razgovor za službo, še v Soči sem bila, nisem še zaključila. Pa sem dobila takrat službo, pa sem začela v bistvu zelo hitro potem, ko sem domov prišla delati, ker si nisem predstavljala, da bi jaz kar ptičala. Kaj si pa delala v bolnici toliko časa? Si brala knjige ali je bilo toliko fizioterapije ali ne vem? Ja, v bistvu cele dopoldneve so bile razne terapije, pa popoldne pa visiš z eno družbo, pa greš na kavice, pa tako. A ja, pa predstavili so mi tam v bistvu že ples na vozičkih, no, tako da sem začela hoditi tam že malo plesati, tudi v Soči. Na prvem treningu sem jokala, ker to ni bilo to, kar sem jaz poznala od prej. Kako pa izgleda to? Kako naj ti opišem? To so v bistvu, mi smo trenirali standardne pa latinsko-ameriške, tako da to je čisto kakor v bistvu klasičen ples, samo da en sedi, en stoji, ali pa oba sedita. Pač lahko je par 2 vozičkov ali pa hodeči pa voziček. In sem pol kar v bistvu 10 let plesala, no, pa sem čisto odpadla. Na začetku mi je bilo pa grozen, ker pač ni bilo to tisto gibanje, veš, kaj ga je moje telo poznalo, jaz sem ful rada plesala že prej. Sem vedno govorila, da bom v naslednjem življenju plesalka in sem pa v bistvu res bila, ne. Tako da se mi je tudi ta želja uresničila na nek način. Ja, tako da smo si kar zapomnili dneve, no. Ni mi bilo dolg čas. Pa veš kaj, itak si utrujen po, ne vem, parih urah fizioterapiji, pa pol še kakšen tak trening, pa že to, da v bistvu sediš to so aktivni vozički, ne moreš sedeti aktivno,
Že to, da sem jaz pridobivala moč, da se lahko na roke poganjam, nisem hotela imeti električnega vozička. Te v bistvu zmatra, tako da sem veliko počivala, pol tudi popoldne. Kako ti pa roke delajo? Mislim, v bistvu jaz imam tako visoko poškodbo, da ta spodnji del roke ne čutim. Aha. Se pravi, tricepsi, prsti mi ne delajo, ne, pač to je vse, kar lahko malo mi ekstenzori delajo, fleksori mi ne, se pravi, ne morem prijeti. Drugače imam pa v bistvu za pač to višino poškodbe zelo v redu roke. No. Mrskej mi pomagajo, pa so kar uporabne. Ja, vidim, ker si pač pa tudi z vozičkom se sama Ja, poganjaš. sicer ne bi šla na teren, no, tako na roke. Si pol vedno si priklopim, jaz imam hibrida med ročnim kolesom pa motorčkom. Si ga priklopim, pa pol pač pridem vse posod, tako brez kakšnega hujšega napora. Tako na roke pa, ja, tako poravnem, ja, kakor pločniki, ki malo visijo, so že težava, klanci sploh. Kaj, nimaš toliko moči, a ne, zaradi tega? Ja, tudi? nimam toliko moči, da bi se toliko odrinila, ja. Pa rokavice imaš, sem videl. Rokavice imam pa ja zato, da mi v bistvu ne drsi, ker jaz ne morem obroča prijeti, jaz ga tako porinem, ne. Aha. Veš, jaz ga tako porivam, tako da v bistvu imam malo ščiten kožo, pa manj drsi, ne. Kakšna je pa dejansko to poškodba? To je poškodba hrbtenjače na določenem delu in pol vse pod tem. Tako je. Jaz imam se pravi 6. vretence, je bila najhujša poškodba, tam imam tudi pretrgano hrbtenjačo, tako pač v celoti. Potem je bila pa še en zlom je bil malo višji, en zlom je bil malo nižji. Tako da je meni v bistvu ta moj kirurg, legendar, se mu moram zahvaliti za to kakovo življenja, ki imam. Kako mu je ime? Dr. Vlaović iz Celja, Celjske bolnišnice. On je v bistvu uvozil iz Amerike en del, ki ga imam v vratu, pa iz Avstrije ali iz Nemčije en del. Tako da me je sestavil res, kaj so bili že te Terminatorji. Ja. Prej sem že Terminatorja omenjala, evo, zdaj sem pa res Terminator. Tako da ja, je povedal, da je moj primer operacije kazal na nekih teh simpozijih zdravniških in tako, ker je bila pač res tak groundbreaking. In je mali čudež je naredil z mano. To je v bistvu zamenjal vretenca? Ali? Eno vretence, ja, je zamenjeno, je v bistvu umetno, zdaj je že okostenelo skozi leta. Ena vretenca je pa nek cage, neka taka kletka je, ki jih je v bistvu pač sfiksiral skupaj, ker so bila tako zdrobljena, da pač ni mogel nič narediti z njimi. Tako da super je popedeno, res. Kako se je to, vse vem, da ne veš, ampak kaj so ti povedali, avto se je prevračal ali tebe je, ne vem. Prevračal se je avto, ja. Mojega psa, Kuža je bil z mano, je ven vrgel skozi okno, ampak je v redu, je še zdaj živ. Res? Dedek naš, ja. Wow. Zdaj 16 let star. Takrat je bil eno. Tako da, ja, mene pa v bistvu, če bi pogledal zdaj slikco, to je bil Clio, ampak ko gledam sliko z nesreče, je, ko bi bil Megane, pač dejansko je razpotegnen, oblika je spremenjena, to je taka piksna ratala, da noro, mene so pol ven rezali iz avta. V bistvu te je kaj stiskal tudi, pa pol. Ja, po moje, le sem imela pač tukaj glavo udarjeno, na tej strani rebra polomljena, tako da mene je mogel pač orank. Veš, kaj se je mogoče, mislim, po moje je fajn, da ne vem, kaj se je dogajalo, ker to bi znala biti še kakšna dodatna travma na osnovo, na osnovo ti travma lazanje, ki jo imam še tako vse. Tako da ja. Kaj mi pa lahko poveš o bolečinah fizičnih potem? Ni me nikoli nič bolel. Aha, okej. To bilo tisto domfanje, ki sem prej razlagala. To so pa res poskrbeli, krasne stvari imajo v bolnici, kar se tega tiče. Tako da ni me nikoli. Si predstavljam, ja. Ja, res. Pa tudi verjetno zaradi tega, ker pač toliko malo telesa čutim, ampak tudi če na vrat pomislim, me ni dejansko nikoli nič bolel, zdajle, ko se mi malo emšo nalaga, me občasno pač mi dela vrat težave, ampak nič tazga, pač da bi mogla kakšno protibolečinsko vzeti ali pa kaj. Tako da, ampak si pa dobila verjetno nek heavy koktel. Ti mogla biti neki full heavy, ja. A bil kakšen dober občutek vmes? Če sem kaj letela. Ja, zato ker kolega je imel operacijo in mislim, da so mu dali morfij in je rekel,
Rekel, lahko še, please, pa so se smejali, ker dosti ljudi reče. Ja, jaz sem tudi že večkrat rekla, dajte mi še za domov tole, prosim. Ne, takrat po nesreči, ne, ti si po moje bil v bistvu tak stres za telo, da ne verjamem, da je bilo sposobno čutiti kaj tazga prijetnega. Pol kasneje, ne vem, po carskem rezu, pa potem se pa spomnim, ja, da mi je bilo tako fajn in da sem klepetala s 3 ljudmi naenkrat po telefonu in da mi je bilo čisto noro. Tako da sem rekla, ne mi še za domov dajo. Ja. Ampak zdaj, ko si rekel, ne, to se pa spomnim, da v bistvu prvi spomin, ko sem se zbujala iz kome, je bil točno, zdaj sem ga prav preklical nazaj. Jaz sem se zbujala iz kome in so okrog mene, pač sem bila ful partjašica, sem na tehno partije hodila in sem pač, okrog mene so bile 3 pač te kakor rejverke, oblečene v medicinske sestre, pa muska je šopala, pa pol mi je ena od njih povedala, da sem imela prometno nesrečo. In ko sem to razlagala tem sestram dejansko v bolnici, so rekle, da so mi pač res na tak način, da so bile 3 in da mi je ena povedala, ko sem se prebujala, ampak jaz sem bila na partiju takrat. Malo se je premešal realnost, pa sanje ali pa nekaj. Ja. Tako da očitno mi je tudi fajn delal. Aha, na partije si hodila? Ja, jaz sem imela enega fanta, ki je bil producent. Aha. Mislim, produciral je pač tudi to elektronsko muziko in me je uvedel v to sceno in mi je bilo ful fajn. Tako da to smo po mojem kar 10 let. Je to v 90-ih bilo ali v 2000? Čakaj, sem začela na faksu žurat, se pravi po 2000. Ja. Sem bila ful pridna punčka, sem šele na faksu žurala. Nekaj si je rekla za carski rez. Po nesreči? Po. 2015, se pravi, to je bilo 5 let po nesreči. Sva z možem zanosila, pa... Ok, saj veš, da imam vprašanje. Ja, valjda, izvoli. Z besedo na dan. Ja, ne vem... Pač mi, da so si ful želela, tako je bilo, on si je ful želel otroka, jaz si ga nisem, zato ker se mi je zdelo pač, da to moje telo itak ni zmožno speljati. Pač tetraplegik sem, ne čutim tle dol, pač kako bo telo to speljalo. Nisi paraplegik? Nekaj umestno, roke so pa reza, noge so plegija. Ja. Eni mi rečejo, da sem tetraplegik, eni mi rečejo, da nisem. Jaz sem una več nehvaležna kategorija na nikogaršnji zemlji. Ja, nekje vmes, ja. Tako da, v bistvu moj obrambni mehanizem je bil, da nisem niti razmišljala o opciji otroka. Mož si je pa ful želel. Meni se zdaj čisto nemogoče, on je že v 13 leta na vozičku, pač moje telo je take travme dalo čez, bila sem že tudi po enem raku dojke, pač ko se je zgodilo 2 let po nesreči, po kemoterapijah, skratka, toliko enih stvari, ki grejo lahko narobe. Pol me je pa toliko nekaj pretenstvo, da sem si ful začela želeti in pa sva rekla, ok, bova šla na umetno oploditev, ker pač, itak kako. Mislim, lahko seksava, ampak se nama ni zdelo možno, da bi pač to po naravni poti se zgodili in sva šla se pogovarjati z doktorjem Merlotom v Postojno in sem šla na nek ultrazvok, ko sem imela še neko hudo cisto na jajčniku, sem imela skratka. Ni da ni. In on dela ultrazvokone ciste in videl eno malo pikico v maternici in je v bistvu bil že leo tam in sploh nisva vedela in je ratal čisto po naravni poti. Okay. Hvala vesolje. Wow. In nama je bilo prešparan pač vsa tista kolobocija. Tako da, ja. Kako je pa nosečnost izgledala? No, ful dober. Najlepši del mojega življenja. Jaz sem pa tako uživala v tem, res. Jaz bi imela še 5 otrok, če bi jih lahko. Tako, itak sem zelo hitro doma ostala, normalno, mislim, da 1 mesec potem, ko sem zanosila, sem že doma ostala in sem se posvečala, seveda, malemu Leotu lahko cele dneve in sem spremljala, kaj se v določenem tednu razvija. Ampak človek, kakršen sem jaz, sem naročila možu, da mi je uvozil z Amerike neko knjigo, v katerem so opisane različne invalidnosti skozi nosečnost, se pravi, kakšni zapleti se lahko pri kateri od invalidnosti zgodijo. In pri moji višini poškodbe je tega lahko. Od dihalnih stisk do hudih vnetih mehurja, preležalnine, ni da ni. In jaz sem takrat vzela imenik v roke in sem sestavila doktorski tim.
ene 5 zdravnikov za vsa področja, ki grejo lahko narobe. In sem rekla tako, pač jaz sem v takem pa takem stanju, vsakmu sem dala prebrati eno knjigo, ker pač noben še ni imel te izkušnje pri nas. Pač jaz tako delujem in smo bili zmenjeni, da če se začnejo kakšni zapleti dogajati, sem jih imela pač dejansko na klic, ampak ni bilo treba nič, ker je bila tako lepa nosečnost na koncu, da je vse teklo tako, kot more. Wow. Ja. Nisem vedel tega. No, evo. Še kaj mi pade na pamet? A veš, kako se ljudje, mi se identificiramo z ful stvarmi, a ne? In ena od stvari je tudi naše telo, a ne? Jaz rečem, to so moje roke, to je moja peristaltika, ampak če tako malo filozofsko pogledam, a ne? Jaz to rad dostkrat analiziram življenje iz več kotov, vidim, da nimam jaz nič pri svoji peristaltiki. Kaj pa jaz naredim za to? Pa a se res odločam? Neke mišice lahko stiskam, sproščam, ampak ful stvari me podpira, pa se samo dogaja. Se pravi moje telo, ne? Jaz živim v tem ustroju in on kar sam dela. In zdaj mi je padlo na pamet to, da v bistvu ti nimaš občutka, sicer je prepeto nekako nate, a ne? Ampak je novo življenje vsem samo se skreiralo, ne? Ja. Jaz sem v bistvu najbolj ponosna, mislim, edini trenutek v bistvu, ko sem bila res ful ponosna na svoje telo, je bil prav ta. Prav to, kar ti govoriš, ne, zdaj. Ker je v bistvu telo poskrbelo, ne glede na to, da pač jaz ne vem, kaj se dogaja v njem, je poskrbelo, da je otrok varno prišel do konca in zdrav. Pač jaz ga nisem čutila, niti ko se je premikal, jaz sem pač mogla dati roko na trebuh, da sem po dlani čutila, ko se on od spod premika, ne. Se pravi, nič nisem vedela, kaj se dogaja v meni. Mogoče mi je bilo zato tako lepo, ker nisem vseh onih nevšečnosti začutila, kaj druge nosečnice. Kaj da bi nekaj zunaj sebe spremljal. Ja, veš, kaj da je to, kaj nekaj raste, ja. Ni del mene, ampak v bistvu kar poskrbi samo, neka inteligenca. Ja. Tako. In jaz sem bila res ponosna na svoje telo in to je bilo po moje edinkrat v življenju, ko sem bila res ponosna na njega. In ker sem ga imela toliko rada, ker je v bistvu, meni se je zdela cela zgodba tako čudežna, res, pač čist nekaj nadnaravnega. In v bistvu šele takrat sem se začela zavedati to, kar ti zdaj govoriš, koliko smo v bistvu mačehovski do svojih teles, pa kaj jim delamo, ne? Ker pač telesa nam nudijo vse, kar rabimo za življenje, mi jim pa z vsem živim sranjem in mu to otežujemo, ne? In smo res mačehovski do njih. In ko bi jih mogli imeti radi svoje telesa, kakršnakoli so, ne glede na to, kakšne so, ker nam pač omogočajo, da lahko živimo v tem svetu. Ne? Pač brez tega ne gre. Ja. A mi poveš še, glede, se lahko vmes spiješ, če malo čaja. Čajček. Če mi poveš o tej izkušnji raka, kako si pa to pol, recimo po vsem tem, si to zvedla? Ja, jaz sem imela to izkušnjo drugače od doma, ker je mami imela že tudi raka, predtem 2-krat, tako da mi je bila zgodba kar znana in v bistvu kaj jaz vem, ni me ful šokiralo, no, ko sem zvedla. Pač Gal je zatipal to malo bulico in ko so nama povedali, da je to, pač, kaj jaz vem, ni bil nek ful velik šok. Najtežje je bilo tisto obdobje, dokler predno dobiš plan, pač kako bo potekalo, ne, zdravljenje in cela zgodba naprej. Tisto mi je bilo težko, pa ko se pa enkrat začne, pa itak je bil spet je bil ta moj analitični se vklopil in sem pač naredila, 16 kemoterapij, ne bom gledala, koliko jih je še pred mano, ampak bom gledala samo, koliko kljukic smo že naredili, ker je pač ful boljš se počutiš, če gledaš kljukice, ne kaj vse je še pred tabo, ne on cilj, ki se ti bi zdel ful daleč, ne. Pa v bistvu to me je gor držalo, mi dva sva takrat glih planirala, sva imela splanirano poroko v tistem obdobju, ko sem se je zdravila. Tako da sem hkrati z zdravljenjem v bistvu še pripravljala poroko, pa imela lepo poroko vmes, pa tako da so bili spet eni taki lepi trenutki, da ni bilo samo neka težka zgodba med bolnišničnimi zidovi, ne. Ne vem,
v redu je bilo, v redu je bilo. Ni mi bilo tako zelo naporno ta prvič. Edina stvar, ki sem se jo bala, edina stvar, ki me je v bistvu frustrirala, je bila, kadar sem čakala v čakalnici, pa sem slišala ženske pač povratnice, se pravi, ko so se pogovarjale, da se jim je ponovili in to. Tako da tista stvar me je najbolj skrbela. Samo zdravljenje, v bistvu jaz nisem videla drugega cilja, kot da ozdravim. Jaz sploh druge opcije nisem videla. Pa ne, da bi si želela, ampak pač to je bilo to. Ja. To damo čez in pol bomo ok. In pol se Ni bilo dvoma, da bo tako. Ni bilo dvoma. Aha. In pol v bistvu 7 let kasneje, se pravi, pred 6 leti se mi je pa rak ponovil, je bila pa druga zgodba, ne. Zdaj sem bila pa jaz una povratnica in nisem imela več unga občutka, ok, tole zgodbo pač speljemo do konca, naredimo piko in je to. Nisi tako videla. Nisem več tako videla, zato ker se je ponovil. Ne, in zdaj je bilo pa tako, ne, očitno se meni tudi lahko ponovi. A se je ta zadnjič ponovil, Aha. a se še kdaj bo? In sem imela v bistvu hude probleme s tem strahom pred ponovitvijo. Zdaj je malo boljš, A je ampak bil ene isti? 5 let. Isto, ja, sem na drugi strani. Aha. Tako da je bila ta druga zgodba, pa še, a veš, v ta prvi še nisem imela Leota, v ta drugi sem ga pa že imela in meni je bilo pač, jaz sem imela panične napade, kaj bo z njim, če jaz ne zborbam, a ne. Tako da ta druga zgodba je bila veliko težja, no. Kemoterapija, kako je to, kakšen je to občutek? Naporna je. Ful je naporna. Veš kaj, celo telo ti v bistvu izčrpa. Kaj, nimaš energije ali? Ja, pač veš, pač ta terapija ne uničuje samo rakavih celic, ona uničuje tudi druge. Jaz sem recimo srčno popuščanje fasala zaradi kemoterapije premočne, ne. A veš, in skratka ti vpliva čisto na celo telo in enostavno pač s tem, ko ti izčrpa energijo in življenje in to ti mi je, ta prvič mi ni, ta drugič mi je tudi voljo izčrpala, ne. Pač res sem bila podrta čist, ker nisem, mogoče tudi zato, ker nisem v fizični napor, ampak dejansko je bilo v meni tako veliko breme, pač in kaj bo z Leom, in kaj, če mi ne rata, in kaj bo z Galom, pač z možem, če mi ne rata. Te stvari so bile v bistvu tako naporne, da sem ta drugič res bila pa kar zelo podrta, no. Izčrpana. Kako si pa te dve izkušnji videla napram izkušnji nesreče iz vidika, bilo je smiselno, ker za nesrečo si rekla, moglo me je življenje ustaviti, kaj pa, kaj se ti to pol zgodi? A je kdaj vprašanje, pa zakaj se to meni? Ne, to se nikoli ne vprašam. To se mi zdi v bistvu zelo nesmiselno vprašanje, ker pač zakaj se mi pa ne bi, a ne. Pač vsakmu se lahko zgodi. Moram pa reči, zdaj, ko si to vprašal, ja, ko tako gledam, ne vem, če sem pa v izkušnji raka tudi videla kakšno zelo pozitivno stvar, mogoče bi tudi lahko na nek način videla, da me je spomnil na to, da pač sem mogoče spet malo pozabila, kako dragoceno je življenje, pa kako ga lahko cenim. Tako da mogoče me je to lahko spet malo na to spomnil. Bolj mi je v bistvu, po mojem je tale rak bolj breme, ker glih iz vidika, da se lahko ponovi. Imam pač brca, ena ta okvara gena, to sem po mami podedvala, mami je na koncu pot zaradi raka tudi umrla. To je bilo dobro leto nazaj. Tako da, a veš, mečkam se ciklam v tej zgodbi, a je to tudi moja sudbina, a ne? Čeprav razume prepričuje, da ne pač vsak človek je svoj, veliko lahko narediš s slogom življenja, z odločitvami, z mindsetom, a ne, s tem lahko ogromno narediš. Ampak ja, se mi zdi, da nekje deep down pa vseeno še brbotajo taki pomislek, ja ne, je to tudi moja zgodba. Večkrat se zalotim, da pomislim, nisem se prvo kregala, ker sem rekla, vsaj do Leotovega 18. leta, ne, da sfuram, pa sem si pa rekla, pa kaj mi je? To je neka mantra, ki jo pošiljam v vesolje, ne bom rekla do 18. moram reči do 30. Vsaj, a ne? To je minimum, tako da ja, so take borbe, no. Z možem sta se spoznala, kako, kje? V Soči. Aha. Jaz sem prihajala še na neke te ambulantne terapije. Takrat sem še kadila in sem šla pred Sočo na čik med pauzo. Je ful pihal in ker jaz rabim obe roki, da prižgemo žgalnik,
Nisem mogla za veterja narediti, mi je manjkala tretja roka. In mi je on v bistvu potem čik pržgal in je pržgal iskrico v meni, kako sem osladna. Ja, tako sva se spoznala. Pa je bil pa zelo vztrajen. Meni ni bilo nič do nobene romantike, zato ker je bilo še slabo leto po nesreči šele. In nisem niti še sebe sprejela, kaj šele, da bi lahko nekoga na ta način romantičen, telesni, ne, spustila v svoje življenje. Ampak je fant zelo vztrajal. To mu kapo dol. Je zelo vztrajal in potem počasi sem se začela tudi jaz odpirati pa mehčati. Koliko pa to pomaga pri razumevanju vajnem drugega, ker sta oba v podobni situaciji? Tako, ja, mislim, pri meni je sigurno to prebil let. Zato, ker stvari, zaradi katerih sem bila negotova, pa kam jih je bilo sram, recimo, ne vem, plenica, naprimer, njemu ni bilo nič tazga. In je v bistvu čez te prepreke, ki sem si jih postavljala v glavi, je šel on ima tak značilen humor. On zna vsako stvar v hecu obrniti in me je v bistvu s tem svojim humorjem tako lepo pelil čez vse te ovire, da pač sva zdaj kle, kjer sva, zdaj bova imela pa že 13 let poroke. Zelo lepo. On je pa dlje časa ima to izkušnjo, ne? Ja, on je bil 13 let star, ko je doživel infarkt hrbtenjače. Moj strdek prišel pač v hrbtenjačo in so odmrle celice. In se je v bistvu spati šel, zbudil se je pa hrom. Tako da od 13 leta je on že. Kaj je pa tvoje zdaj? Kako vidiš? Ja, pa bom tako rekel, začel sem s tem, da mi poveš vrednote Nine takrat. Kakšna je zdaj razlika? Ne? Kakšna je tvoja hierarhija vrednot? Ja, lej, če je bila takrat vrednota, zdaj odvisno, mislim, čisto o kakšnih vrednotah govoriva, ampak tako bom rekla, prej je bila služba na prvem mestu, naprimer, zdaj mi je služba super, fajn se imam, mi je sredstvo za preživetje, lušten mi je, ampak so mi pa druge stvari. Na prvem mestu mi je vsekakor zdaj pač, zdaj sem se malo zakvačkala, ampak tako, iz površinske Nine sem šla v globinsko Nino, ful sem začela delati na sebi, ful mi pomeni v bistvu ta notranja lepota, v narekovajih lepota, pač globina, ali bi rekla globina raj, širina, ne vem, sočutje, poštenost, resnicoljubnost, družina, mogoče uživati življenje, ne samo terati skozi njega, pa spregledati vse tisto lepo, kar ti ponuja. Ne vem, če bi prav tako z besedami lahko zdajle vrednote naštela, ampak ful bolj mi je všeč ta Nina, ki se je rodila iz tiste nesreče ven. In tako, kot sem ti rekla, ljudje, ki so me že odprej poznali, so rekli, da je to spet končno tista prava Nina. Veš kaj, tako hitro zaidemo, no? v tem svetu, kakršen je, pa v tej kulturi, pa v tem vrednostnem sistemu, ki obstaja, pa ki se ceni. In se mi zdi, da ful pozabljamo pač dejansko nase, pa da nismo tukaj samo zato, da sfuramo neko to produktivno obdobje, ki ga imamo, čim bolj uspešno, ampak da smo tukaj zato, ne bom rekla, da enkrat živimo, ker verjamem, da pač se večkrat vrnemo v raznih oblikah, ampak spomnimo se enega življenja in pač ga moramo živeti, moramo uživati v njem. Ne govorim zdaj, da pač nimaš nobenih odgovornosti pa to, ampak da se znamo ustaviti, pa da si znamo privoščiti, pa da ne šparamo za penzijo vsega tistega lepega. Zato, ker prvič, a bomo imeli penzijo, a bomo doživeli penzijo? Negotovo je vse. Negotovo je, seveda, in pač jutri te lahko več ni. To me je ta nesreča naučila in res je treba izkoristiti dan in probati vsakem dnevu tudi nekaj lepega najti, no, ker če se samo stresiraš cele dneve za stvari, ki v resnici sploh niso pomembne, kaj imaš pol od tega?
nikoli nisi šla nazaj v preteklost mentalno in rekla, zakaj je bilo tega treba, ali pa zakaj se je meni to zgodilo, ali pa koliko si želim, da se ne bi to takrat zgodilo. To ja, itak. Aha, ok. Itak, ne. To zakaj, ne. To se mi res zdi nesmiselno. Ampak v bistvu to želja, da bi se lahko vrnila malo v tisto obdobje in da bi si povedala, da če bi se lahko srečala s sabo, da bi si rekla, Nina, lej, vse imaš. Dej, mej se rada, ne deliti si tega, uživi življenje, ful večkrat, naterala bi se v hribe večkrat. Ne vem, pač objemala bi ljudi, ki jih zdaj ni več v mojem življenju. Tako pa si, glih za te stvari si ne vzamemo čas, ampak to absolutno se s tem srečam velikrat. Recimo, nikoli se ne bom čisto prijaznila, da sem odvisna od drugih ljudi. Da pač ne morem dneva preživeti od jutra do večera sama. Da ne morem zjutraj sama vstati in da ne morem zvečer sama spati in vse vmes. S tem se ne bom nikoli čisto prijaznila, to ful pogrešam. Zadnjič sem rekla, lej, imela sem eno žuto minuto, in sem sedela ob morju in sem si rekla, fakt, ko prav predstavljala sem si svojo dušo, sem rekla, moja duša je taka pegasto dekletce, s skuštranimi, mal valovitimi lasmi, nabrito, ki ima najraje od vsega hoditi po kozjih stezicah, plezati po skalah, skakati, divjati, ker rada čutim mivko med prsti. Sem rekla, in pač ta duša je ujeta zdaj v to telo, ne? In so taki trenutki, absolutno. In bi rada to pegasto deklico spustila na plan, res želim si, da bi jo lahko. Ampak jaz si pustim pač, da tak trenutek se zgodi, rada si ga zapišem, ga dam na papir, to mi ponavadi pomaga. In pol pač to punčko na mal drugačen način pelem naprej skozi življenje. Tako da ni, da se ne vračam, seveda se vračam. Ja, lepo si to povedala. Kaj pa čisto praktično, ki si rekla, ne moreš se sprijazniti s tem, da rabiš pomoč, pa druge ljudi, ne? Kaj se ful poistovetam. Ful. Ker sem imel situacijo v življenju, ker sem rabil pomoč in nisem hotel prositi ali pa obremenjevati drugih ljudi. Ne? In to je sigurno ena stvar za raziskati. Ne? Ampak vseeno me zanima tako praktično, kako izgleda tvoj dan. Zbudiš se, prebudiš se v postelji in kaj se pol? Zbudim se, zjutraj pride prva asistentka, jaz imam 2 asistentki čez dan, eno dopoldne, eno popoldne. Naredimo v postelji tisto čisto osnovno nego, se oblečeva, pač ona mi mora tudi pomagati lulati, se kateteriziramo, ne. Potem se dvignem, se prepnem na kolo, grem v službo, tam ne rabim pomoči. Potem pridem nazaj domov in potem v bistvu vse, kar bi počela, če bi lahko sama, počnem z asistentko. Se pravi, kuhava, jaz pač rok ne uporabljam pri kuhi, jaz naredim pač plane, recept, ne vem, splaniram nakup, včasih gremo skupaj v trgovino, včasih gre sama. Jaz sem v bistvu en tak house manager, one mi pa posodijo dejansko svoje telo, preko katerega jaz pač postorim, kar bi vsaka gospodinja naredila. Tako da pač vse, kar paše v to. Je pa res, da je pač do večera tako, a ne, zvečer me pa spet ona ali pa mož me tudi lahko spravi spat, to nekako nama gre. Tako da to je to. V bistvu imam praktično, se pravi, koliko časa, 16 ur na dan, ko sem budna, imam ves čas asistentko tam, za kar sem ful hvaležna, zna biti pa tudi ful naporno, ker je v bistvu konstantna interakcija z nekimi ljudmi in v bistvu dodaten človek v družini. Tako da zna biti naporno z tega vidika, ampak jaz sem tako hvaležna, da to obstaja. Kako imaš pa zasebno svojo, ker recimo meni je ful všeč, ker sem sam, pa delam pač neke stvari, ne? A se tudi umakneš ti, pa delaš neke svoje stvari, ali je res nekdo skozi zraven tebe? Ja, tako je. Zdaj, kadar si lahko privoščim, na tem zdaj še delam, ker jaz se res ful preveč projektom zadajam, ampak kadar si lahko privoščim, običajno med eno pa drugo asistentko naredim majčkeno pavze, tako da ali gre kaj drugega na teren početi, ki pride popoldne, predno pride k meni, ali pa pač majčkeno kasneje pride, zato da imam, ne vem, uro pa pol, da se malo sfiltriram.
Ampak to je zelo redko, ker se čisto preveč enih stvari zadajam in imam skozi občutek, da imamo ful veliko za narediti. Na tem zdaj res delam, ker sem rahlo skurjena. Se bom poboljšala, obljubim gal. Tako da, ja, v bistvu skozi je neka prisotnost, no, to mi mal manjka, da bi lahko, jaz sem se zelo rada še prej usedla v avto, pa se šla voziti, kadar sem rabila, pa si dala muziko na glas, pa okno odprla, to me je v bistvu, mi je bila taka neka meditacija, tega recimo zdaj ne moram narediti. Mislim, lahko bi se načeloma sama vozila, ampak rabim nekoga, da me presede v avto, že to. Ne moram odvihrati. Tudi, ko se z galom skregam, ne moram odvihrati. Veš, kako je to grozen? Ja. Veš, kako je to grozen? Po eni strani je dobro, ker si res soočen, zdaj pa moramo to razdelati do konca, noben ne more pobegati ven iz stanovanja, tako na hiter. Ja, je po eni strani, po drugi strani bi bilo pa včasih boljš, da lahko odvihraš, pa da zadihaš, da se pomiriš, ker je pa lahko kreg veliko bolj konstruktiven. Tako pa včasih a veš, občutek nemoči, pa ujetosti, potem pa pridejo ven stvari, kar res nočeš, da pridejo ven. Tako da ni vedno najboljš. Ampak ja, to je druga tema. Kakšno imaš pa odnos z neko duhovnostjo ali pa, ne vem, Bogom ali pa ne vem, karkoli? Ja, jaz ful verjamem v to, da pač naša vsebina, kakorkoli že rečeš, eni rečejo duša, eni rečejo energija, eni rečejo pač to, kar naseljuje ta naša telesa, da ne pride iz nič in tudi v nič ne more iti. Jaz v to 100% verjamem in pač verjamem, da je sicer mogoče tega telesnega življenja konc na določeni točki, ampak da to naše bistvo neko pa pač nekam gre. Kam gre, ne vem. Verjamem celo, da se lahko mogoče v kakšni drugi kombinaciji udejani spet na našem svetu. Verjamem, da smo bili ljudje, ki se res začutimo. A veš, kaj se ti kdaj zgodi, kako ga srečaš, kada ga poznaš že celo življenje, pa ga prvič v lifeu vidiš. Pač verjamem, da so te določene energije nekoč že imele nek stik in da se v bistvu pač poznamo iz, reč temu, preteklih življenj ali kakorkoli. Tako da to me nekako mal pomirja in tudi verjamem, da takrat, ko odhajamo, da nam v bistvu te energije naših ljudi, ki so že šli, da nam nekako ob strani stojijo. Ne verjamem v nebesa, pač v to obliko ali pa v Boga, ampak verjamem pa, da je dejansko neka višja sila, odkoder tudi izhajajo ti nameni, pač težkih preizkušenj, se pravi, da se nam zgodijo namenoma, lahko je to obrambni mehanizem, pa to lažba, ne vem, ampak jaz v to verjamem. Pa ne, da imamo nekako začrtan življenje, že cel, to ne. Pač jaz ne verjamem, da me je nek scenarij spisan, kako bo moje življenje potekalo, ampak da tekom življenja jaz pač rabim se nekaj naučiti, mogoče se rabim naučiti še iz nekega karmičnega razloga, ne vem. In čez da se mi pač to tako. Ja, lahko je pač, a veš, spet tako, ne, kakršen je človek, mogoče bi kakšen rabo veliko bolj milo preizkušnjo, da bi do izga prišel, jaz pač ne. Jaz sem trdobučna in vztrajna in pač bom rinila z glavo skozi, dokler bo šlo. In jaz sem pač rabila malo močnejši šamar. Jaz sem ful fauš ljudem, ki tega ne rabijo, ker rabijo samo mečken, da ga nekdo krcne. Ne? Kaj pa misliš, da je razlika med tema dvema vrstama ljudi? Eni rabijo ful več, da vidijo, eni pa rabijo manj. Kaj je razlika med tema dvema? Mogoče je ta, ki rab manj, se že več naučil v kakšni pretekli izkušnji. Jaz pač verjamem, da so, pač rečemo temu duše, da bom lažje govorila, ampak da so pač, ene duše so starejše, ene so mlajše, ene so se že več naučile, ene so se pač manj. In jaz imam feeling, da sem bila pač do te nesreče, še predvsem mlada duša, ki je rabila, veš, kot najstnik, ki trmoglavo sili v neki, čeprav ve, da zanj verjetno ni dobro, ne. Ja, očitno ne ve. Deep down. Ja, deep down, ja, to je. Deep down ve, ker deep down vse to vemo, samo pozabimo, ko se udejanimo. Tako da, pač določeni ljudje pa mislim, da so že v osnovi pridejo malo bolj zreli na to zemljo in da pač imajo manj stvari za pobrusati. No, Kaj mi lahko svojemu sinu poveš?
Prebujajo se mu hormončki. Koliko je O star moj zdaj? bog, 10. Mhm. 10, tako da zdajle, ne, krasen fant je. Pač srčika mojega življenja, predstavil mi je ljubezen v obliki, za katero nisem sploh vedela, da obstaja. Pač dokler nimaš otroka, ne moreš vedeti, ker to je eno tako čustvo, ki je ful preveliko za tvoj prsni koš, ful preveliko in imaš občutek, da ti ga bo kar raznesel, ker je tako veliko in tako močno in tako intenzivno čustvo, ampak ja, lej, tudi to zmore telo. Krasen fant je, zelo bister, nažalost je zelo po nama, kar se tiče perfekcionizma in neizprosnosti do sebe. Zelo hiter začuti neuspeh tam, ki ga ni, samo zato, ker pač ni vse takoj perfektno. Knjižni molje, zelo rad bere, to mi je všeč. Ja, pač mislim, da je center najnega življenja, kar se občasno tudi pozna, pač edinček je. Ima sindrom edinčka tudi na momente. Ampak ja, zelo samostojen fant, zelo rad pomaga. Mislim, da je to pač pošlo v paketu s tem, ker je bil v to rojen. Tako da jaz imam v bistvu same, zdajle mi kar drgetami prsni koš, ko se o njemu pogovarjava, res tako obožujeva ga, no. To, kar si rekla za perfekcionizem, ne? Ali pa za to silo, ki je v nas, ki nas žene, pa smo kdaj neizprosni do sebe, a ne? Jaz res verjamem, da vsako silo ima dve plati, a ne? In te sile ti tudi pomagajo v življenju, ne? Mogoče ti na začetku ne, ampak na koncu vidiš, da v bistvu, koliko je bilo dobro, da sem bil takšen. Tako. Ker vidim, jaz sem furat take ljudi, sploh mlade, ki imajo ta žar vse, pa ne. In verjetno trpijo zaradi tega v nekih zgodnjih fazah, a ne, tako kot sem jaz. Ampak pol, ko se to obrne, pa reči, ja, mogo sem bil tak, zdaj sem, vse, kar imam, je v bistvu zaradi tistega prejšnjega Klemna, ki je bil tak zelo naharta, ne. Tako da jaz bi si želel za svojega sina, hčerko to, čeprav je težje mogoče živeti, ampak je bolj polno, no. Ja, pač ni enostavno, zato ker v bistvu res od sebe zahtevaš tiste maksimume, ki so včasih zelo naporni, sploh pač zaradi tega, ker se v bistvu ne znamo besedati. Smil se mi zato, ker je v tolikih stvarih dober, res dober, da pač je navajen, da mu ful dober gre in takrat, ko mu ne gre, je taka burna reakcija, v bistvu sam sebe to kaznuje, to, ki je neizprosen in pol. Ampak jaz mislim, da je to mečken tudi moja lekcija. Zato, ker jaz njemu modrujem, včasih tako, da bi sama sebe klofnila, ampak jaz njemu modrujem, kako naj bo prijazen do sebe, kako naj se do sebe obnaša, tako, kot bi želel, tako, kot bi se on obnašal do mene, ki me ima ful rad, ne? Da se mora tudi do sebe tako obnašati. Pa mu rečem, bi ti meni tudi rekel, da sem butasta, pa da sem idiot. Pa reče, ne, nikoli. Ne, pa ko sebe slišim, ko mu govorim, kako se mora imeti rad, kako mora biti prizanesljiv do sebe, si rečem, prodajaš teorijo, a ne? V resnici si pa do sebe ful velikrat točno kontra temu, a ne? Tako da, to je še ena pač stvar tega materinstva, jaz se toliko učim ob njem. Jaz se toliko učim, zato ker vidim, kako si jaz želim, da bi se on do sebe obnašal, pa kako bi si želim, da se bi počutil v svoji koži, si pol rečem, a ne, tudi pri sebi probi to delati, Nina. Ti bo veliko lepše v življenju. Tako. 10 let je stara? 10, ja. Ok, mi dva to zdaj snemava, kaj je leto 2025, ne? To bo na internetu, verjetno za skos. Če ne bom enkrat vse zbrisal, ampak to je drugo. Kaj bi mu rekla, če bo on slučajno čez full let, ki je zdaj malo premlad, po moje, da bi zdaj to poslušal, si predstavljam, ne, otroci so različni, ampak če bi full kasneje on to poslušal, ne, kaj bi mu rekla, ali pa kaj si želiš za njega? To so full usladne stvari, pa to je po moje čist dost klasična stvar vsakega starša. Jaz si samo želim, da bi bil res srečen, da se ne bi gnal za stvarmi,
ki v življenju niso pomembne samo zaradi tega, ker pač jih družba ali pa ne vem, kultura postavi za pomembne, da bi poslušal sebe, da bi se trudil predvsem pač res slišati, kaj si on želi in iti za tem, ne glede na to, kaj okolica pravi. To se mi zdi po moje pač najpomembnejša stvar, pa največja stvar, ki si za njega želim. Zato, ker vidim pač, koliko se res vsi ženemo z enimi stvarmi, ki se od nas pričakujejo. Cel sistem, že šolski sistem je tako zastavljen, pa pač potem tudi zaposlovanje in tako naprej. Tako da upam, da bo našel v tem sistemu način, da bo lahko živel pač sebe res, pa da bo srečen, no? To je edina v bistvu želja, ki jo imam. Da bo nežen do sebe, ha? Da bo nežen do sebe. Saj bo srečen po moje, če bo nežen do sebe, pa če se bo rad imel. Zato, ker se mi zdi, da imamo kar malo težave s tem, da se imamo radi, no? Pa ne vem, zakaj je to tako. Ja, ful, po moje pomembna tematika. Ja. To, če bi to spremenili kolektivno, a ne, bi domine popadale, vse ostalo bi se rešalo. Ne. Če bi sebe imeli radi vsak. Sam marsikaj bi se pa zrušil, ne? Marsikaj sistemskega bi se zrušil, če bi se imeli radi, pa če bi sebe poslušali. Ja, verjetno bi se spremenili. Avtomatsko. Vse mogoče je pa to, ne? Saj kaj pa veš. Tako, veš kaj, lažje nas je po moje imeti na nek način pod kontrolo. Mislim, lažje imeti človeka pod kontrolo, če ima slabo samopodobo, če se nima glih preveč rad, če ima občutek, da pač njegova mnenja niso tako pomembna, kot so mnenja drugih. Tako da imam občutek, da je to ena taka, v bistvu kar zelo uspešen mehanizem, da imaš ti ljudi lepo tako v nekem kalupku, pa da ti dajo mir. Ja, miren človek je zelo slab potrošnik, ne? Zato ker nima toliko potreb. Tako. A ne? Pa zdrav je. Veliko bolj zdrav, kot človek, ki je poln nekih strahov, pritiskov, stresa in ne vem česa. Ne? Ja. Nina, hvala ti. Koliko si imela občutek, da sva časa govorila? Nimam pojma, meni je to švignilo. Si bom povedal. Prav si me, sam upam, da jaz upam, no, da je kdo, ki naj bo poslušal, lahko potegnil iz tega kaj koristnega. Zelo nerada načeloma govorim o sebi. Ampak tole klepetanje danes je bilo pa prijetno, tako da sem hvaležna za to izkušnjo. Hvala. Hvala tebi. Bodi dobro. Enako. Hvala. Čau.